Živijo vlagatelji, dobrodošli v Vlagateljskih 5, moje ime je Blaž Abe, z mano je izkušeni kolega, finančni analitik Matjaž Lorenčič. Blaž, zdravo, pozdravljeni poslušalci. Živijo vsi skupaj, pred nami je svetovno prvenstvo v nogometu, oziroma ki se zdaj že odvija. Matjaž, za koga boš navijal? Nimam osebnega favorita, vendar sem pa velik fan afriških reprezentanc. Maroko? Maroko, Senegal, oziroma zdaj mogoče sem še koga pozabil, v bistvu, da res nisem ekspert, vendar bom tako rekel, afriški nogomet mi daje neko dodatno energijo, mislim, čutim v razvoju igre, je malo drugačen kot rečemo evropski. Ja, svetovno prvenstvo zagotovo eden največjih dogodkov, ga mogoče lahko kar primerjamo z volitvami, ker ima res globalen vpliv. Ravno pred dnevi sem srečal enega Slovenca, ki je rekel, da je šel na vsa prvenstva, mislim, da od leta 98 naprej, da gre tudi na prvenstvo v ZDA. Potem sem malo gledal številke, cene kart so še enkrat više, kot so bile na prvenstvu pred 4 leti v Katarju. Nekje računajo, da samo iz naslova vstopnic dobijo $3 milijarde, potem ko je bilo v Katarju ta številka $1 milijardo. In kot sem gledal, v bistvu prodaja vstopnic jim ne gre toliko dobro. Ja, to okoli samih cen, bom rekel, postajajo že kar cene so absurdne. Je pa pomembno pogledati nogomet kot svetovni fenomen, igra, ki je globalna, igra, ki vleče sponzorje, vleče gledanost, lahko jo tudi prakticiraš sam, dejansko. Zakaj ta globalni uspeh nogometa? Rabiš nekaj ravne površine, 4 kole ali pa 4 nahrbtnike, pa nekaj podobno žogi in v bistvu se že igra nogomet. Zahteve so primarno zelo enostavne in dosegljive celotni svetovni populaciji. To je ravno ta formula uspeha nogometa. Jaš, oblečeno imaš majico Diega Maradone. Zakaj? Pa da mogoče ne bo kdo mislil, da je to zdaj že športni podcast? Ne, daleč od tega. Malo sem premišljeval za današnji podcast, pa sem nekako najdel ene sporednice, ki bomo probala naprej razviti, to pomeni za Smithovo teorijo o nevidni roki, o očetu moderne ekonomske teorije. Tako. In pa seveda za božjo roko Maradone, ki je, mislim, da je bilo četrtfinale med Anglijo in Argentino leta 86 in takrat seveda ni bilo še vara. Danes bi bilo drugače, ampak ne bom tisti, ki soda, ampak parkrat sem si pogledal ta posnetek, malce je pomagal. Se tudi sam je priznal, v bistvu, da je z goli dosegel za Maradonovo glavo in malo z pomočjo božje roke. Ja, no, ampak če govorimo o nogometu v podcastu Vlagateljskih 5, katere delnice se povezuje, omenja s tem velikim globalnim dogodkom? Ja, tukaj so gotovo ti glavni sponzorji, ki bomo zdaj redno spremljali na panelih ob robu igrišča: Adidas, Visa, Coca-Cola, Lenovo. Morda sem koga pozabil, ampak rečemo, to so ti 4, ki so nekako tradicionalno prisotni na svetovno. Lenovo je izpostavljen še zaradi tehnologije, ne? Ja, Lenovo je dejansko podjetje, ki se želi na novo pozicionirati na trgu. Z nakupom IBM-a, tistega oddelka prenosnikov, ThinkPada, tista rdeča pikica, tisti sledilnik, ki je bil tradicionalni znak, ki ga danes tudi Lenovo ohranja, se želi pozicionirati v AI-ju, to pomeni v umetni inteligenci, v podatkovnih centrih. Mislim pa, ni 100%, ampak koliko informacije je tudi Lenovo poskrbel za VAR tehnologijo. Da ne bomo videli še ne Maradone
Mogoče pa vse. Ampak ja, delnica Lenovo od začetka leta mislim, da pridobila skoraj 200%. Da. Nore številke. Menil si še Vizo. Ja, tukaj, če pogledamo in Adidas in Vizo, nekako, če jo povežemo z Adam Smithom, dejansko tukaj po teoriji vsak posameznik, vsako podjetje išče svoj prostor za dobiček, za razvoj. Bom rekel, ta nevidna roka Adama Smitha pa poskrbi, da se ponudba in povpraševanje uravnovesita. In nekje pod celo črto je skupni benefit za vse. Maradona je pa ravno ta, bom rekel, človeški faktor, nekaj neprevidljivega, nekaj motnja, ki se zgodi nenadoma, kot je politični pretres, kot bom rekel, če se pogledamo, kaj je bilo z delnico Coca-Cole. Delnica Coca-Cole nikoli ne pridobiva v času svetovnega prvenstva. Nekaj malega je, ampak bom tako rekel, to razmerje, če statistično pogledano, smo že skoraj blizu 50-50. Coca-Cola tukaj zasleduje v bistvu utrjevanje blagovne znamke. Ampak če si pa spomnimo dogodka, ko je na tiskovni konferenci Ronaldo odmaknil 2 steklenički Coca-Cole in dal sporočilo pite vodo, je pa imelo to kar katastrofalni učinek, naslednji dan na tečaj delnice Coca-Cole. To je isto, kot če pogledamo, kaj se dogaja z delnico Adidasa. Seveda Adidas je v zadnjem obdobju močno pridobil. Zgodovinsko gledano je to delnica, ki največ pridobiva v času svetovnih prvenstev, vendar z enim pomembnim dejstvom. Rast se dogaja pred prvenstvom. Trg to anticipira. V času samega prvenstva je samo manjša korekcija ali ekipe, ki nosijo njihove drese, se uvrstijo v finale ali postanejo svetovni prvaki ali pa že izpadejo. Kar pomeni najverjetneje en manjši vpliv, če bi Nemčija, Francija, ne vem kdo še vse nosi Adidasove drese, izpadla prečasno, se bo gotovo poznalo na prodaji. Ko govoriš o Adidasu, kaj pa Nike? Vem, da delnica že zadnjih nekaj let v bistvu pada, se ne pobere. Ti je znano, kje ozadje? Ne, bom rekel, če pogledam na to delnico bolj iz enega gospodinjskega vidika, vstopim v trgovino, vidim, da je nekaj eno tako sivo povprečje. V športni oddelek, rečemo ta high-end oddelek, tega toliko ne poznam, neki streetwear, pa je bom rekel, kar v neki poplavi konkurence, ki je. Za hec je bilo, mislim, lansko leto sem čakal na letališču in letalo je imelo zamudo in sem prištel, kaj imajo ljudje v buto. Pred 10 leti bi najverjetneje dominiral Nike oziroma Adidas. Mislim, da je bilo okoli 15% vseh čakajočih na letalo je imelo Nike obutev. Vse ostalo so bile druge konkurenčne blagovne znamke. Ta dominantnost, tale Torej ne delaš analize samo s prebiranjem poročil, ampak tudi na terenu. Tudi na terenu, v bistvu to je poslovna, to je pa profesionalna deformacija. Tako da to, če se potem povrnemo, Coca-Cola definitivno je tukaj na brandingu dela in cela zadeva. Coca-Cola ima tudi sodelovanje s Paninijem, s tem v bistvu albumi za ljudi, ki zbirajo sličice. To je že kar nekaj
20 let nazaj v mojem otroštvu, ampak verjamem, da je tudi še danes očitno popularno. Ja, mislim, da bo spet zaživelo in potem tista borza, kot ti manjka in glavni napadalec Senegala. Tako, Senegala. Smo ravno pri športu, ko so trudno poteka finale lige NBA, torej najmočnejše košarkarske lige na svetu. V finalu sta ekipi New York Knicks in San Antonio Spurs. Zakaj to omenjam? Ko so nazadnje ti dve ekipi igrali v finalu, je bilo poleti 1999, takrat je potem še SP500 pridobil nekih 20%, Nasdaq je še močno rasel, potem 2000, pa pridemo do poka.comovskega balona, marca 2000, se vse skupaj začne sesuvati. Pa da ne bodo zdaj poslušalci mislili, da bo ta podcast o športu. Pridemo potem še do dveh konkretnih delnic, ki se nam zdita zanimivi. Je tako? Res je. Omenjam to zato, ker sem ravno prej prebiral poročilo Bank of America in naslovili so ga, da je trenutno na trgu preveč red flagov oziroma rdečih zastavic. Po njihovem mnenju se je v zadnjem času sprožilo približno 70% signalov medvedjega trga. Oziroma oni to nekako ocenjujejo, da 17 od 20 kazalnikov kaže veliko precenjenost ameriškega trga, torej indeksa SP500. Potem sem šel gledati, kaj konkretno so te kazalniki. To vključuje nekaj od zaupanja potrošnikov, gospodarske rasti, aktivnosti na področju združevanja, združitev in prevzemov, potem neke ankete med vodilnimi v centralni banki, v Fedu. In tudi 8 kazalnikov kaže, da se trenutno na trgu trguje dražje kot pa v času tega dotcomovskega balona. Še ena številka v tehnološkem sektorju, razpon med najbolj uspešnimi tehnološkimi delnicami pa najmanj uspešnimi, mislim, da zgornjih 20 in spodnjih 20 še nikoli ni bil večji. Ja, tu moram ti pritrditi. Je pa moj pogled je malenkost, v bistvu v smeri je zelo podobna, imam pa tukaj en lastni pomislek. Vsi ti zgodovinske analize so se delale na osnovi strukture indeksa, ali pa rečemo 20 let nazaj, ker je bil tehnološki delež tehnoloških delnic imel občutno manjšo utež. Danes govorimo 25 plus 27%. Moramo vedeti, da se je x let nazaj še ta tehnološki sektor razdelil na services. In če prištejemo še ta del, dejansko skoraj že govorimo o slabih 40%, kar je bilo nekoč mogoče samo pod 10%. Avtomatično ta podjetja imajo vrednotenja, ker se kupuje bodočnost, seveda tudi nekaj stave, imajo više price earninge oziroma pod črto, avtomatično se je, rečemo, povprečje indeksa premaknilo navzgor. In nisem zdaj v fazi ali pa biti tisti, ki reče, ali je danes povprečna vrednost indeksa, pravi Standard & Poor's 25, 28, preveč ali premalo. Ja, zgodovinsko gledano, ja, smo na najvišjih nivojih, če pa še damo ta element, ki sem ga prej omenil, pa smo najverjetneje, ja, mogoče višje, ampak ali govorimo o pregretosti, dokler bo denarna masa M2 rasla, dokler bo likvidnost na trgu dovolj velika, tako dolgo se bo ta vrtiljak še vrtel v pravo smer. Ja, lepo si to povedal. Na svet analitikov Bank of America je sicer unovčite dobičke, niso tako optimistični glede indeksa kot celote, ampak mogoče seveda še vseeno izpostavljajo, da znotraj njega se lahko najde posamezne delnice, ki bodo prekašale indeks, njihov napoved pa mislim, da je pod
pod trenutno vrednostjo, ki mislim, kaj nekje smo 7400 točkami. Ok, prej sem obljubil, da bo vsak od naju predstavil eno delnico, ki se mu zdi trenutno zanimiva. Tako da, Matjaž, the floor is yours. Hvala, da se malo omaknemo v bistvu iz tehnoloških delnic. No, če ne gremo čisto stran, je malo povezana, ampak govorimo danes o enem proizvodnji. Delnica je American Battery Technology, kratica ABAT. Zakaj jo govorim? Ker ima v bistvu je en vezni člen v prehodu v zeleno energijo. Kaj prvo dela? Podjetje ima dva segmenta. Prvo je pridobivanje litija iz lokalnih ameriških virov. Podjetje je bazirano v Nevadi. Ter drugo, kar je meni mogoče en bolj zanimivih segmentov, to je reciklaža baterij, ki pa se potem deli na dva dela. To pomeni, ali se razgradi in pridemo do čistih elementov, ter druga veja pa je, če so baterije še koliko toliko zdrave, je potem v bistvu njihova uporaba, integracija v te baterijske sklope, tako imenovani second life baterij. Te baterije se uporabljajo kje? Ja, bom tako povedal. Teza je zelo enostavna. Električni avtomobili kakorkoli počasi dobivajo svoj prstni odtis, to pomeni, število se povečuje. Njihove kapacitete so od 40 do 100 kW baterij. Življenjska doba teh baterij je nekje tam do 10 let, kar pomeni, da bo v tem času bo prišlo do degradacije, splošna kapaciteta se bo spustila na 70%, povprečno govorim. Morda v tej situaciji ni več ta baterija uporabna za poganjanje elektromotorjev v avtomobilu, ker se bo pač domet skrajšal, vendar, če pa pogledamo ta baterija, če je v osnovi dovolj zdrava, je pa lahko tudi 70% na eno poprečno 70 kW baterijo, ki govorimo o 50 kW. Te baterije se lahko povežejo in se uporabljajo v bistvu kot zalogovniki energije, kar pomeni za solarne panele, shranjevanje električne energije, solarnih, vetrne energije, kopičenje, shranjevanje električne energije v špicah in jo potem sproščaš. Aplikacija je gotovo zanimiva v večjih proizvodnih sistemih, v tovarnah, podjetjih, kjer pač seveda moraš imeti dovolj fizičnega prostora, da boš te baterijske zalogovnike lahko hranil. Ampak kakorkoli, tukaj je podjetje zanimivo, ker rešuje bodoči problem. Kaj s temi baterijami? Na eni strani imamo manjko virov, surovin, na drugi strani pa potrebe po shranjevanju energije. Da povem še, seveda, delnica je zelo špekulativna, tržna kapitalizacija, zdaj mislim, okoli 500 milijonov. To je, seveda ima pa tudi malo podpore ameriške vlade, ker tukaj Amerika zelo, zdaj bom rekel, strateško se pozicionira in spodbuja lastno samozadostnost. Seveda ne mora biti popolna, ampak vsak odstotek je boljše kot nič. Prepoznavajo to kot strateško pomembno zadevo. Delnica niha, bom tako rekel, tukaj 20% navzgor ali navzdol je, bom rekel, kar nekaj običajnega. Pomembno pa, kar je zadnji kvartal, je prvič prišlo do operativnega dobička. To pomeni, tudi prihodki so poskočili za nekaj 10%. Kaže, da se podjetje razvija v pravo smer. Tako da, bom pa še enkrat eno opozorilo, seveda je še vedno to v kategoriji špekulativnih nakupov, je pa to ena stava za naslednjih 5 let.
Imaš to delnico v portfelju? Privatno je imam. Tako, za razkritje, za razkritje bo jasno, pomembno, ja. Ni finančni nasvet, ampak tvoja osebna vlagateljska zgodba. Ok, potem pa mogoče še jaz predstavim Prosim. svojo idejo, ki je verjetno bolj znano ime kot pa tvoja, IBM. Big Blue, tako. Ti si starejši, zakaj si rekel Big Blue? Ja, veš, ne vem pa samo eno pravilo je bilo pri investicijskih bankirjih. Ne? Če investiraš v delnico IBM, ne boš izgubil službe. Ker če delnica pade, je podjetje krivo, ne ti, ker ga imaš v portfelju. Dobro. Skratka, ja, že zelo staro podjetje, mislim, da začeli so že v 19. stoletju, potem so v bistvu dober jahali na valu vzpona računalništva. Zdaj pa spet morda zanimivo, v bistvu je zdaj v zadnjih tednih bilo podjetje spet popularno, ker so omenjali kvantno računalništvo. Oziroma še ameriška vlada je povedala, da bo dala neko subvencijo oziroma prispevala neko milijardo za to, da oni vzpostavijo livarno, torej tovarno, objekt za razvoj in izdelavo čipov za polprevodnike, oziroma konkretno tukaj kvantne čipe. Če mogoče začeti, kaj sploh je kvantno računalništvo, kvantne delnice. Zadnjič smo v bistvu rekli, da bova nekaj o tem spregovorila, tako da malo spada na to področje, lahko pa še kdaj drugič o tem, ampak načeloma, jaz tudi nisem strokovnjak na tem področju, ampak to, kar vem, da v klasičnem računalniku imamo bite, ne? In imamo lahko stanje 1 ali pa nič. Medtem, ko v kvantnem računalništvu imamo pa kubite, imamo pa stanje 1, nič ali pa nekaj vmes. In vse vmes. In to neko vmesno stanje v bistvu lahko bi računalnikom pomagali pri reševanju nekih zahtevnih problemov. Res je, to bom rekel, ti kvantni računalniki, to, kar si opisal, vse drži. Kvantni računalniki dejansko pač ravno niso namenjeni to, da bomo z njim pisali v Wordu in Excelu, premetavali številke. Dejansko so za reševanje težjih, bom rekel, danes še nezlomljivih operacij. Ravno ta njihova možnost neskončnega števila kombinacij, seveda po eksponentno število računskih operacij eksplodira. Ma pa seveda nekaj omejitev. To pomeni število napak, ki naredi. Tukaj to je en večjih izzivov, to pomeni njihova natančnost je od 99% in navzgor. Seveda tisti odstotek je lahko usoden, ne moraš kar prepustiti. Ne. Drugo, kar pa je, delajo v okolju, ki je blizu absolutne ničle. To pomeni tudi to je še en izziv. Seveda zdaj nisem fizik, tukaj moje vedenje je precej laično. Je pa kakorkoli to, kot si prej omenil, tudi kot je ena od strateških usmeritev ameriške vlade, zato tudi izdatno finančno podpirajo, tako kot se IBM, tudi bom rekel, zdaj so prišli nekako na površje še Honeywell in podobniki. Tako, pa že prej lani v bistvu Intel, nekako zdaj vlagatelji mogoče špekulativno gledajo, katero je naslednje podjetje. Ne? Ena od prednosti za IBM je zagotovo to, da imajo razvito obstoječo infrastrukturo, v bistvu tudi oblačno infrastrukturo, in zaradi tega so lahko bolj zanimivi za konzervativne, bolj regulirane stranke, za banke, za varovalnice, ki bodo tudi pač morale iti korak s časom, zdaj vprašanje, v katero smer bo šla tehnologija, ali AI ali kvantno računalništvo, ne? Ampak zagotovo se ves čas na tem področju neki premika. Jensen Huang na vsake toliko časa omen kvantno računalništvo, pa delnice poskočijo, ne vemo zgodbo Rigetti, ne vem, kako se zgovori, letno dni je šla od 10 na 40, zdaj smo na 20, verjetno se bo še kakšen tak
zgodil. Tudi moram povedati, da pač ustanovitelj Rigetija je nekoč bil zaposlen pri IBM-u in je bil zadolžen za kvantno računalništvo. Tu kombinacij bo več, najverjetneje bo zmagovalna kombinacija bo v podjetju, ki ima že neke druge obstoječe stebre, zdrave finančne, ker leta bojo potrebna, pa precej denarja bo potrebno še investirati, da bo to zaživelo. Ali pa ne, tudi to je možno. To pomeni, da še bo ostalo vedno v nekem laboratorijskem, akademskih vodah. Tako. Bo delalo, ampak z preveč zvezdicami in opombami. Ne. Ja, mojo pozornost je v bistvu dobila sicer že pred časom ta delnica, zdaj pa sem gledal poročilo Berkeleyja, njihovi analitiki so rekli, da nekako IBM bi lahko sledil receptu Nvidie. Bomo videli, kaj bo res, ampak kot pa rečeno, ne, če imajo mogoče trenutno nekatere tehnološke delnice med vlagatelji malo negativen prizvok zaradi celotne situacije na trgu, nekateri že unovčujejo dobičke, kot rečeno, oni imajo ime, infrastrukturo in zaradi tega bi mogoče lahko bolj teflonski kot pa ostali, če pride do nekih premikov na trgu. Ne, ker tudi zdaj PE delnica je že na 25, ne, ko sem jo gledal, prvič je bila še pod 20, torej je bilo še cenejše kot trg oziroma kot tehnološke delnice. Zdaj je to že spet kar. No, sej, to je ena. Je pa to, bom rekel, za te tehnološke delnice, bom rekel, manjše iz tega kvantnega računalništva, je pa analiza precej enostavna, sploh ne rabiš pricenega računa, ker ni earninga. Točno tako. Ne, mislim, analiza je zelo enostavna in se, bom rekel, vlagatelju prijazna. Tako. Imaš kaj za danes? Ja, ne, jaz mislim, da sem kar izčrpala. Greva gledati nogomet.